vlada vse državno premoženje iz, kot smo slišali, DUTB-ja, SDH-ja, KAD-a in tako naprej daje na kup na eno mesto, postavila bo upravo, ki bo popolnoma politično imenovana, 4 člane bo imenovala vlada, 5 članov bo imenoval državni zbor na predlog političnih strank, se pravi koalicijskih političnih strank, potem pa še 2 zraven za okras, enega upokojenca in enega iz mladinske sfere, ampak ta 2 sta za okras, ker sta 2 od 11. Skratka, gre za poskus politične, najprej centralizacije, potem pa politične podreditve vsega državnega premoženja, kar pa nima veliko veze s pokojninami, vsaj ne s pokojninami navadnih državljanov. Ma pa vezo s pokojninami tistih, ki bodo na ta račun dobivali službe. Recimo, če grem kar direkt, danes bi moral z nami na praznem stolu zraven mene sedeti tudi Marko Pogačnik, dolgoletni poslanec. Ampak se je opravičil, tako da njegovo opravičilo je... Se je opravičil, ampak pomembno je, zakaj se je opravičil. Opravičil se je zato, ker je bil včeraj imenovan v upravo državnega podjetja Telekom in danes zaseda nadzorni svet glede njegovega imenovanja. Zato ni mogel danes na televizijo. Tako da to je samo napoved tega, kar se bo dogajalo. Ta demografski sklad, ki ga ustanavlja vlada, bo pospeševalnik političnega kadrovanja v vse državne firme. Če pogledate zakon, boste videli, da odpadajo en za drugim pač kriteriji, ki so zdaj. Recimo, pol leta ne smeš biti funkcionar politične stranke, če želiš priti v nadzorni svet. Po novem tega ne bo več. Treba imeti 10 let izkušenj na vodstvenih položajih, če želiš priti v nadzorni svet, zdaj se to zmanjšuje na 5. Treba imeti 3 leta izkušenj na primerljivem položaju, če hočeš recimo postati predsednik uprave, tega ni več. Potem ni nobenih kriterijev glede sprejemanja daril, ni nobenih kriterijev glede sodelovanja s povezanimi družbami. Skratka, gre za sklad za plenjenje državnega premoženja, ne pa za to, da bi financirali pokojninsko blagajno. Pokojnine zaradi tega ne bodo niti za evro večje, ker se samo vse preusmerja iz proračuna v drug državni žep, bodo pa manjše zaradi tega, ker se močno povečuje možnosti za politično kadrovanje in korupcijo. Skratka, vse, kar smo do zdaj imeli v državnem premoženju, z upravljanjem državnega premoženja ni bilo narobe, se samo zaostruje.